Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, če vam je to všeč, in to ful pomaga potem naprej pri algoritmu, da priporoča tudi drugim ljudem. Danes je 1. julij in hkrati tudi sodni dan, vsaj pri nas, tukaj v Evropski uniji. Namreč nekatere menjalnice so zdaj v bistvu prepovedane tukaj pri nas in tukaj imamo v bistvu že listo, vsaj teh ta največjih, ta najbolj priljubljenih, ki niso dobile MiCA licence. Naj zdaj spomnim, v Evropski uniji smo imeli tam nekje več kot 3000 kriptofirm, samo 244 jih je dobilo MiCA licenco. Torej imamo pravi kripto pregon. No, poglejmo si, katere niso dobile MiCA licence. Seveda, ta prva najbolj znana Binance, potem MEXC, HTX, Bitfinex, KuCoin in pa BitGet. Tako da te menjalnice, to smo zdaj poudarili samo tiste ta najbolj priljubljene, te menjalnice so zdaj v bistvu v Evropski uniji prepovedane. Pa dajmo pogledati, katere so dobile MiCA licenco. In tukaj imamo kar dolgo listo, upam, da se v redu vidi, če ne bom poskušal približati. In imamo prav lep razpored narejen, katera je prva, in ta prva je prav OKX, to je menjalnica, s katero sem sklenil partnerstvo, kot morda že veste, in če se na njej registrirate preko povezav spodaj v opisu in pripetem komentarju, lahko dobite do 200 evrov nagrad dobrodošlice. In kot vidimo tukaj, ima največ licenc od vseh, torej 9 od 10. Tako da v bistvu to je zelo sigurna opcija, če morda gledate za kakšno opcijo, da bi prenesli svoje kriptovalute, če jih seveda hranite na menjalnici. Če jih ne, potem je seveda najboljša opcija hranjenje na hladnih denarnicah. Potem takoj za njo je Kraken, ki je dobil 8 od 10, potem Coinbase 7 od 10, tudi Bitstamp, Bitpanda, Gemini, Crypto.com je dobil 6 od 10, Gate.io tudi, Bit2Me 7 od 10, Blockchain.com 5 od 10 in potem tudi Bybit, KuCoin, Whitebit.eu, Backpack.eu, Bullish Europe, zato še nisem slišal, Revolut 6 od 10, Robinhood 4 od 10 in potem 3 od 10, Bitvavo in MoonPay. Tako da, zdaj imamo v bistvu vso listo, no, te so tudi najbolj priljubljene. Ne moremo iti skozi vso listo, ker če ne bi tole trajalo cel dan. Kaj pa vi mislite o tem? Oziroma, kaj vi delate trenutno? Ali prenašate svoje kriptovalute? Ali jih boste kar obdržali na teh menjalnicah? Če jih imate slučajno gor, boste počakali. Ali pa prenašate na hladne denarnice, kar napišite spodaj pod komentarji, zelo me zanima. In seveda tudi zelo zanimive debate se razvijajo tam spodaj. Ok, pojdimo mi zdaj naprej. Imamo zelo, zelo zanimive novice. Nasdaq naj bi vstopal v blockchain. Namreč, Nasdaq je naredil pomemben korak proti povezovanju tradicionalnih financ in tehnologije veriženja blokov.
Borza je za distribucijo svojih lastniških tržnih podatkov izbrala omrežje PIDE, kar pomeni, da bodo podatki iz sistema Nasdaq TotalView na voljo tudi aplikacijam zgrajenim na blockchainu. Gre za podatke o globini trga in naročilih, ki jih uporabljajo profesionalni trgovci in finančne institucije. Analitiki menijo, da je to eden najpomembnejših primerov vključevanja infrastrukture Wall Streeta v svet decentraliziranih financ. Dogodek kaže, da se meja med tradicionalnimi finančnimi trgi in blockchain ekosistemom vse hitreje briše. Super novica. Potem imamo tukaj naprej, Dogecoin. Ali je morda pred kolapsom? Dogecoin se ponovno sooča s pritiskom prodajalcev, saj nekateri analitiki opozarjajo na možnost nadaljnjega padca cene. Po njihovem mnenju se zanimanje za meme kovance zmanjšuje, medtem ko kapital vse bolj odteka v projekte povezane s stablecoini, tokenizacijo in institucionalnim sprejemanjem kriptovalut. Kljub temu Dogecoin ostaja ena najbolj prepoznavnih kriptovalut na svetu, njegova skupnost pa še vedno velja za eno največjih in najbolj aktivnih. Vlagatelji zato pozorno spremljajo, ali bo trenutna korekcija zgolj začasen zastoj ali pa začetek daljšega obdobja šibkosti za največji meme kovanec na trgu. No, Dogecoin si bomo mi tudi ogledali v tehnični analizi, tako da če vas slučajno to zanima in če spremljate preko shortov ali TikToka, si le oglejte tudi celotni video, ponavadi v prvem komentarju spodaj. Pojdimo mi naprej. Tudi tukaj imamo eno zelo zanimivo novico, namreč veliki playerji vstopajo na trg stablecoinov. Na področju stablecoinov se je zgodil eden največjih dogodkov letošnjega leta. Več kot 140 podjetij, med katerimi so Visa, Stripe, BlackRock, Mastercard, Coinbase, Google in številni drugi tehnološki in finančni velikani, je podprlo nov projekt OpenUSD. Cilj pobude je ustvariti globalni stablecoin z bolj odprtim modelom upravljanja, kjer bodo sodelujoča podjetja soudeležena pri prihodkih iz rezerv in bodo lahko brez omejitev uporabljala infrastrukturo za izdajanje in unovčevanje kovancev. Novica je povzročila precejšen pretres v industriji, saj OpenUSD neposredno izziva trenutno prevlado stablecoinov USDT in USDC. Trgi, seveda, so se odzvali takoj. Delnice podjetja Circle, ki izdaja USDC, so po objavi občutno padle, saj vlagatelji ocenjujejo, da bi lahko nov projekt ogrozil njihov položaj na trgu. Analitiki poudarjajo, da ne gre zgolj za še en stablecoin, ampak za poskus oblikovanja skupnega standarda za digitalne dolarje, ki ga podpirajo nekatera največja podjetja na svetu. Če bo projekt uspešen, bi lahko pomembno pospešil uporabo stablecoinov za vsakodnevna plačila, mednarodna nakazila in poslovne poravnave. No, kaj si pa vi mislite o teh novicah? Predvsem ta je še posebej zanimiva, ker so res veliki playerji tukaj v igri, tako da kar komentirajte spodaj. Poleg tega, če slučajno še niste naročeni na moj kanal, se kar dejte naročiti, tukaj redno spremljamo novice iz kripto sveta in tudi delamo tehnične analize. Ok, pa že ko smo omenili tehnične analize, pojdimo zdaj naprej na njih. Tukaj imamo zdaj Bitcoin, 15-minutni časovni interval in pa enourni časovni interval. Si bomo najprej ogledali 15-minutnega. Zdaj, ja, nič kaj tako zanimivega, pretresljivega tukaj v zadnjem času. Mi v bistvu še naprej hodimo v tej konsolidaciji, cikcakamo.
in pobiramo sproti likvidnosti. Pred kratkim smo imeli zdaj tole rast, od katere smo bili zavrnjeni. Tukaj je tudi kar nekaj ljudi stavilo na rast, ampak so bili pobrani. Tukaj so imeli, po mojem, stop losse in potem smo doživeli tale padec in tole je bilo seveda pobrano. Kar je zanimivo zdaj, je, da zdaj ogromno ljudi, vsaj kar se tiče Bitcoina, stavi na padec. Imeli smo kar hudo zavrnitev zdaj in bomo videli, če bomo mi tole nadaljevali. Poglejmo zdaj še tukaj enourni časovni interval. Ja, tukaj praktično lahko vidimo tole konsolidacijo. Zdaj zelo pomembna meja, od katere smo se tudi pred kratkim odbili, je tale tukaj na 58.400, tam nekje, jo bom označil. Tole mejo smo mi testirali zdaj že kar nekajkrat, enkrat, dvakrat, potem tukaj smo se zdaj zadrževali kar nekaj časa, trikrat, štirikrat in zdaj po mojem jo lahko gremo testirati še enkrat in jo lahko tudi izgubimo. Zdaj v zadnjem času smo delali tudi nižje vrhove, vidite tukaj vrh, nižji vrh, še en nižji vrh. Tako da, ja, trenutna situacija oziroma več možnosti je, da gremo naprej dol. Naredili smo tudi zelo očitno skrito medvedjo divergenco, jo bomo označil tukaj. Imamo vrh in pa precej nižji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj pri RSI-ju smo pa naredili vrh in pa vrh na isti višini in skrita medvedja divergenca, kot vemo, lahko namiguje na nadaljevanje padanja in seveda izgubo meje 58.400. Mi spremljamo tukaj tale cilj od tegale Head and Shoulders vzorca, ki smo ga zarisali že pred časom. Cilj tegale vzorca pa je meja na okoli 57.500. Zdaj bomo videli, kaj se bo zgodilo, ko ali če pridemo mi zdaj do tele meje. Ali bomo mi dobili kakšen odboj, kakšen vzorec preobrata ali vzorec nadaljevanja. Tako da to bo treba vse še spremljati naprej. 4-urni časovni interval, da vidimo, če imamo tudi tukaj kaj takega. Ja, tukaj skrita medvedja divergenca se ni ravno prikazala, jo imamo pa na enournem časovnem intervalu, ampak vseeno vidimo tole kar veliko svečko zavrnitve. Še to sem mislil izpostaviti, kar precej dolgih pozicij tukaj. Tako da ti ljudje bi lahko bili kaznovani zdaj v kratkem. Sicer Bitcoin ni prišel gor v prekupljeno območje, tole moram poudariti, bolj je bil Ethereum tukaj zgoraj. Si bomo seveda pogledali tudi Ethereum. Dajmo si pogledati najprej tukaj likvidnostna območja, da vidimo, če je kaj novega. Trenutno imamo naštimano na 48 ur. Lahko vidimo, da glavnino teh likvidnosti tukaj spodaj smo v bistvu pobrali. To je bilo tam nekje na 58.000. Jih je seveda še nekaj, ki segajo vse dol do 55.000. In bomo videli zdaj, če jih bomo šli pobirati. Imamo pa jih tudi zgoraj, od vseh tistih ljudi, ki so stavili na padec. In meje so 60.000. In tukaj zgoraj imamo 62.000, pa dajmo pogledati še malo bolj oddaleč, dajmo za 2 tedna, da vidimo, kaj se bo tukaj zdaj prikazalo, ko se bo prikazalo, kar precej časa mi nalaga tukaj. Aha,
Evo, končno. Ja, ogromno likvidnosti je tukaj zgoraj od vseh tistih ljudi, ki so stavili na padec. Meja je 61 000. Trenutno smo v tem padajočem trendu in mi bi ga lahko nadaljevali, ne glede na to, koliko pozicij je tukaj, zaradi tega, ker pač gibanje cene je ta glavno. Mi najprej spremljamo gibanje cene, šele potem indikatorje kot pač dodatno pomoč. Seveda imamo še vedno likvidnosti, tukaj spodaj ta glavne so na tam nekje 57 500, torej točno tale naša meja, ki smo jo označili. Pojdimo zdaj še na Ethereum, da vidimo, kaj se kaj dogaja z njim. Mi smo včeraj smo mi označili na 15-minutnem časovnem intervalu tale naraščajoči klin. Zdaj, poudaril sem tudi, da pač tile vzorci niso ravno zanesljivi na tako majhnih časovnih intervalih. In poglejte, kaj se je dogajalo. Tukaj smo prebili tole spodnjo mejo, pa prišli malo gor, pa potem smo jo spet prebili in potem smo prišli praktično notri nazaj v vzorec in z Borisom sva se včeraj pod komentarji dobesedno pogovarjala o tem, oziroma on je imel naštiman nakup šorta točno tukaj na 1600, tako da čestitke, Boris, nakup je uspel in tale šort bi se očitno zdaj lahko zelo dobro izvedel. Da vidimo tukaj RSI. Ja, lahko bi se reklo, da smo naredili eno medvedjo divergenco, ampak zadržujemo se tukaj na tem območju blizu 50, tam nekje na okoli 65, tako da tega ne bom označeval. Kaj se zdaj dogaja pri Ethereumu? Zelo zanimivo. S tem padcem so se začele nabirati dolge pozicije in to bi lahko bil povod, da bomo mi padali še naprej dol. Kje imajo zdaj ti ljudje stop losse? Tukaj, na tej meji 1560 in seveda oni ta bolj previdni, jih imajo lahko tudi tukaj na okoli 1540. Tako da to bi mi v bistvu lahko šli naprej pobirati. Drugače ima pa Ethereum, tako kot Bitcoin, tudi ogromno likvidnosti na zgornji strani, ampak najprej moramo seveda počakati, da mi preobrnemo tale trend. Poglejmo si zdaj še malo višji časovni interval. Tukaj imamo enourni časovni interval. S tem zadnjim padcem ogromno dolgih pozicij. Seveda spodnja meja bi bila tam nekje na 1520. Moram pogledati, kaj imam tole. Ja, tukaj je v bistvu ta glavna podpora na okoli 1500, za katero smo mi opozarjali. Če mi tole podporo izgubimo, potem mi lahko gremo vse dol do 1000, zaradi tega, ker Ethereum praktično nima več podpor vse do okrogle tisočice. Da vidimo še malo pobliže. Ja, morda tukaj zdaj delamo spet neke vrste Head and Shoulders, ampak ta je totalno čuden, tako da ga ne bom označeval. Je pa v zadnjem času kar precej nevtralen. Tukaj na tem vrhu je spet kar precej ljudi stavilo na nadaljevanje rasti in seveda so bili potem tudi likvidirani. Poglejmo zdaj še 4-urni časovni interval, da vidimo, če nam bo kaj več povedal. Ja, trend imamo praktično navzdol, tukaj se zdaj dogaja neka konsolidacija, torej imamo tale velik padec navzdol, konsolidacija, to lahko napoveduje nadaljevanje padanja naprej dol.
Zdaj je izredno cikcakasta struktura, tukaj dajmo pogledati, če lahko mi kaj dobimo ven iz tega. Ja, naraščajoči, razširjajoči klin, ki je medvedji vzorec. Sicer mi še vedno lahko tukaj dobimo odboj in gremo še enkrat testirati tole zgornjo mejo. Kaj imamo tukaj? Lahko bi prišli vse do 1647. Lahko. Ampak tole spodnjo smo mi zdaj že kar precejkrat testirali. Enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat. Zdaj se kar zadržujemo tukaj. Če bi jo mi izgubili zdaj v tem času, kakšno višino imamo mi tukaj, če bi jo mi zdaj izgubili, recimo, da imamo preboj tukaj, bi mi lahko padli vse dol do 1482. Tako da nič ni še sigurnega, dokler smo mi v tej konsolidaciji. Moramo prebiti ali spodnjo mejo, kar ima več možnosti, ali pa zgornjo mejo. Tako da to bomo vsekakor še spremljali naprej. Obljubil sem še Dogecoin, seveda, če se mi pridružite tukaj na Patreonu, na liveu, vsak dan ob 9. zjutraj, lahko priporočate tudi svoje kriptovalute, da si jih skupaj pogledamo, pa malo pokomentiramo. Ok, tukaj imamo mi zdaj Dogecoin, to je tedenski časovni interval. In ja, mi smo zdaj od tega vrha dosegli smo, to je bilo decembra 2024, dosegli smo skoraj da 50 centov in za koliko smo mi zdaj padli, vse do tukaj, za 85%, kar konkreten padec in seveda, imamo mi tukaj tole podporo, smo mi praktično izgubili. To je bila podpora na 10 centih. Zanimivo, zelo taka lepa okrogla številka. Malo smo šli pod njo, jo testirali kot odporno mejo in zdaj lezemo naprej dol. Kaj imamo še? Katero podporo? Tole tukaj. Glavna podpora, ki se je prav zdaj dotikamo, to sega vse od 5 centov pa do tam nekje 8 centov, tako da ta podpora zdaj v bistvu mora zdržati in sega v bistvu še vse nazaj do tukaj, do tele podpore. To je bilo marca 2021, kar precej nazaj sega. To je v bistvu kar precej velika podpora, lahko bi pričakovali od nje kakšen odboj. Če pa jo izgubimo, potem sam pogledajte tole tukaj. Mi bi lahko padli tudi pod cent. Tako da to bo treba zdaj zelo paziti, kar se tiče tele podpore. Ta podpora mora zdržati. Vidimo tukaj, če imamo morda mi kakšno bikovsko divergenco. Ja, lahko bi se reklo, zaenkrat seveda, imamo dno in nižje dno, medtem ko tukaj imamo pa dno in pa dno na nekje isti višini, čeprav tale RSI zdaj že kar nevarno leze dol in po mojem dela nižje dno. Tako da ne vem, koliko bomo lahko mi tole še upoštevali. Kar sem jaz še opazil, tukaj na tedenskem časovnem intervalu, dajmo mi povezati tele vrhove, zelo zanimivo, in pa tale dna tukaj, če mi tole povežemo, imamo padajoči klin, ki je bikovski vzorec. In v bistvu smo zdaj že čisto tukaj na koncu
in bomo videli zdaj, kam bomo mi tole prebili, kot sem že omenil. To je bikovski vzorec, ponavadi se prebije navzgor, ampak vztrajamo pa praktično do konca. Dobesedno smo mi zdaj že tukaj notri v špicu, tako da bomo videli zdaj, kam bomo mi prebili. Kot sem omenil, tukaj je zdaj ta glavna podpora, lahko dobimo zdaj od nje odboj. Pojdimo mi izmeriti višino tega klina. Če mi dobimo zdaj odboj, do kod bi mi lahko prišli? Ja, mi bi lahko naredili višji vrh od tega, do tam nekje 38 centov, samo preko tega klina, ne bi pa naredili višjega vrha od tega, po mojem. No, kakorkoli že, kot večkrat poudarim, dokler smo mi v tem klinu, se enostavno ne ve. Mi moramo tukaj zdaj dobesedno počakati preboj in seveda tudi ta glavno smer Dogecoina, da nam pokaže, kam bo šel v kratkem. Je pa kar precej padel in tudi kar precej časa pada zdaj naprej. Da vidim tukaj, da kaže tudi dolge, kratke pozicije. Dajmo dnevni časovni interval, da malo vidimo. Ja, večinoma je bolj tako neodločen, kar se tiče tega. Zdaj, na 4-urnem časovnem intervalu, tale črna krivulja kaže trenutni altcoin, ki ga imamo. Trenutno kar precej kratkih pozicij v zadnjem času, tako da ti ljudje bi lahko bili kaznovani. Ampak seveda, ta glavno besedo tukaj ima še vedno Bitcoin, tako da treba je spremljati Bitcoin za ta glavno smer trga. Ok, spet smo se zadržali kar precej časa, tako da upam, da vam je bilo tole všeč. Hvala vam, da ste si ogledali video do konca. Če vam je to všeč, se vsekakor priporočam za kakšen všeček. To tudi zelo pomaga pri algoritmu, da priporoča drugim ljudem. Če slučajno še niste naročeni na moj kanal, se kar dejte naročiti. Tukaj imamo zelo uporabne novice, naredim selekcijo vsako jutro in pa seveda tudi tehnične analize, če vas zanimajo. Seveda še najboljše pa je, da se mi pridružite vsako jutro ob 9. na Patreonu, kjer imamo vse tole live in se mi lahko pridružite v chatu, dajete svoje predloge za kakšne altcoine, da pogledamo skupaj. In pa seveda, če iščete kakšno sigurno menjalnico za svoje kriptovalute, je tukaj OKX, kjer lahko pridobite do 200 evrov dobrodošlice, če še niste registrirani na njej, in seveda preko povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Tako, to bo tudi vse za danes. Jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau!